Spoštovane gledalke in gledalci, danes v studiu prav prijazno pozdravljam direktorja BTC Cityja Murska Sobota in pa tudi BTC Cityja Novo mesto. Z nami je Mitja Horvat, prijazen dober dan. Lepo pozdravljam. Letos je eno posebno leto za BTC na splošno po celotni Sloveniji. Letos torej 70 let delovanja, pri nas v Murski Soboti nekaj manj, pa kljub temu že kar dobrih četrt stoletja vsaj imamo za sabo nekako. Torej to predstavlja verjetno tudi za vas, ne glede na to, da je tu torej manjša obletnica verjetno, kar nekaj več aktivnosti znotraj samega BTC-ja. Ja, no, seveda, mi smo bolj ponosni tu lokalno našo tega četrt stoletja, seveda, konec koncev pa, kot pravi BTC-ja, še seveda se zelo ponašamo s to zlaskavim, mislim, 70 let ni dosti takih podjetij in tudi 70 let podjetij, ki imajo neko vizijo in razvoj jasno določen in ki ga sledimo vsi brez nekih izjem, je res neki fenomen, sploh v našem slovenskem okolju, in pa tudi, če poveva, tudi v, kako bi rekel, z dejavnostjo, ki se ukvarja BTC, ni nas dosti. In veseli smo seveda, da v takem kolektivu delamo, ponosni smo, da v takem kolektivu delamo, kot sem že prej omenil, jasno začrtana neka vizija, neke ideje, želje, sploh volja za naprej nas povezuje in tudi na neki ta zemljevid evropskih nepremičnin postavlja. Konec koncev v Murski Soboti imamo lepi nakupovalni center, velik prek 25.000 kvadratnih metrov, že četrt stoletja seveda. Jaz mislim, da smo na dobri poti, na pravi poti, tudi mogoče od kakih idej pa vizij mogoče malo kasneje. Ampak ja, tudi v Novem mestu seveda, en manjši nakupovalni center, ki ga tudi nekako uspešno vodimo iz Murske Sobote, pa tudi s pomočjo seveda z Ljubljane. Tudi na pravi poti, razvijamo ga, trudimo se, ogromno vlagamo, seveda to vse zahvala našim lastnikom in vodnim, našim direktorjem, da spoštujejo te naše želje pa ideje, pa vse tisto, kar bi radi imeli, potem nekako tudi nam izpolnijo. Ampak jaz mislim, da je odraz tega je obisk, ki vsako leto raste. Tudi konec koncev v Murski Soboti nas letno obišče že preko 3 milijona obiskovalcev, v Novem mestu 1,5 milijona, in to so res ene dobre številke, ki so nekako tudi pokazatelj, da smo na pravi poti. No, Ljubljana seveda, BTC kot tak, 70 let, kot sem še prej omenil, zavedljiva obletnica, zavedljiv datum rojstva, nekaj takega, tistega 54. leta, iz teh nekih centralnih skladišč so danes, jaz mislim, da vsak Slovenec je bil v BTC-ju v Ljubljani, vidi, da je z tega zraslo eno nakupovalno mesto, ki res smo lahko ponosni, konec koncev tudi vsi Slovenci na njega, in da lahko tudi pokažemo, kaj v Sloveniji imamo. Kako krmarite med BTC-jem Murska Sobota in tistim v Novem mestu, kako poteka delo, torej na dveh lokacijah? V bistvu lahko povem, da poleg tega, da danes, poleg teh digitalnih orodij, ki so Teamsi, Zoomi in tako naprej, ko je kaj takega, se slišimo, drugače pa z največjim veseljem enkrat na teden obiskati naše punce in fante v Novo mesto, manjša ekipa, zelo podobno v Murski Soboti. Ljudje so čudoviti, ljudje so fantastični, res smo se ujeli. Jaz sem za nekaj 2 let nazaj to začel tudi Novo mesto upravljati in odličen tim, res vse pohvale. Tudi vse uredimo, vse se zmenimo in stvari laufajo. Ogromno smo že vložili v Novem mestu v tem zadnjem letu. Pričakujemo, zdaj pripravljamo spet neke malo večje investicije. Najemniki, ki so nedolgo nazaj prišli, so izkazali željo po širitvi, prišli so že neki novi in spet lahko povem, dober pokazatelj, da smo na pravi poti. Tudi v Murski Soboti se nekatere zadeve, bomo rekli, tako spreminjajo, nekateri najemniki se zamenjajo. Kakšna je trenutno aktualna situacija, katere novosti bodo obiskovalke in obiskovalci morda lahko v kratkem doživeli, videli? No, moram povedati, da v Murski Soboti, v bistvu glede na to, da smo v tej branži in shopping center je neki živi organizem, ki se konstantno prilagaja in spreminja, nimamo nekih strašnih fluktuacij. Tudi sem že večkrat na glas povedal, da vsaka investicija oziroma odločitev ni pravilna, kar se pokaže s časoma. Hvala Bogu se je tudi zdaj s tem našim najemnikom to zelo, hvala Bogu, dovolj hitro pokazalo in tudi smo pravočasno odreagirali, ga zamenjali že z novim.
pripravljamo teren, če lahko tako povem, za vstop enega največjega trgovca s pohištvom z Hrvaške, lahko že tudi z imeni, to je Prima pohištvo, prihaja v Slovenijo in tukaj smo spet lahko Prekmurci malo bolj ponosni. Izbrali so dejansko naš trg, tudi glede na neko, kako bi rekel, mikrolokacijo, zanimiv teren vstopa dejansko na trg, državni trg, se pravi, oni prihajajo in bojo prvo trgovino odprli v Murski Soboti in potem šele gre naprej Ljubljana in potem nekih 7 oziroma 8 lokacij še potem po Sloveniji, kar pove res tisto, drži ta teza, da je naša regija zanimiv trg in mislim, da obstajajo vlagatelji, ki bi z veseljem prišli in ki tudi prihajajo k nam. Konec koncev moramo razumeti lokacijo Prekmurja, Murske Sobote, konec koncev nas obdajajo, Avstrija, Madžarska in Hrvaška, neki tranzitni trg ni zanemarljiv, tudi turisti, vedno več turistov je, ki prihajajo v pomursko našo regijo in to so ene številke oziroma podatki oziroma razlogi, zakaj prihajajo tuji investitorji in tuji vlagatelji na naš trg. Seveda z največjim veseljem pa potem lahko povemo, da pač prav Mursko Soboto. Kdaj predvidevate, da bi bila nekako otvoritev? Ja, jaz si želim, da bo to čim prej, seveda, mi počasi zdaj končujemo, ideja Prime je takoj po majskih praznikih, seveda bomo pravočasno te stvari obveščali, ampak zdaj so še na vrsti oni, mi smo, rekel, plac po domače je pripravljen, tako da zdaj po nekaj samo še sfiniširajo in dejansko je potem sledi otvoritev. In kje bo tisti plac znotraj BTC-ja? To bo v nadstropju našega nakupovalnega centra. Zaradi prihoda Prime smo prestavili 3 najemnike, ki smo na tej lokaciji, tudi baby center, zdaj, ki ste še malo mlajša, tudi verjetno veste, kje je. Smo ga tudi prestavili, tako da smo, mislim, nadstropje je ena super, ena lepa urejena celota, tudi neka smiselna, boratala in zdaj smo to izkoristili dejansko, nismo porihtali tako, kako morajo zadeve biti. Tudi v pritličju so se določene spremembe zgodile, ene najemniki prihajajo še letos do poletja, lokacije smo nekaj urejali oziroma smo že uredili, tako da bo tudi naš nakupovalni center 100% zasedeni. In ja, evo, veselim se že jeseni, mogoče spet kak izziv, novi dogodek, ki se bo zgodil pri nas, ali pa v Novem mestu, ali pa v Ljubljani. Vedno se kaj dogaja. Seveda v Pomurju imamo mnogotere, bomo rekli tako, trgovine, ponudnike raznih artiklov. Verjetno se vsaki, bomo rekli tako, na trgu bori za svoj košček obiskovalcev, nakupovalcev. Tudi vi znotraj BTC-ja nekako privabljate, bomo rekla, obiskovalke in obiskovalce z nekaterimi dodatnimi spremljevalnimi programi. Kako je kaj z temi aktivnostmi? No, nakupovalni centri kot taki, ki so bili trgovine in si šel pač nekaj kupiti, tega že zdavno ni več. Nakupovalni centre skupaj z našimi najemniki in skupaj tudi z ostalimi nekimi, kako bi rekel, soustvarjalci tega poslovnega okolja. Naša v bistvu glavna ideja je kupca zadovoljiti na več načinov. Ne samo to, da naprimer nekdo pride v trgovino Interspar in kupi kruh ali pa kupi mleko in gre domov, to ni namen nakupovalnega centra, že zdavno ne več. Se pravi, mi vedno in redno skozi skupaj z vsemi nami, se pravi s celim tem našim lokalnim okoljem, pripravljamo neke dogodke. Naj bo to festival nakupov in zabave, ki se zgodi 2-krat na leto, naj bo to kolesarski maraton, ki smo ga začeli lani, tudi lahko povem malo na širše delati, smo povabili neke te lokalne deležnike, mountain bike, bomo videli, to bomo še gradili, se pravi, verjetno bo celo ulično košarko smo imeli v lani, mogoče bomo letos tudi tolkaj na to temo naredili, bomo videli, letos konec koncev 70 let BTC, bi se spodobilo tudi mogoče kaj malo na to temo povedati. In seveda, dogodki v vikendih, gostinski lokali morajo svoje narediti, vsak mora biti svoje oddelati, da je to potem neka celota, ogromno, ta družbena odgovornost nas zavezuje konec koncev, kot sem že prej rekel, ogromno ljudi pride k nam, z ogromnimi ljudmi sodelujemo in smo tudi dolžni nekaj vračati v naše lokalno okolje, tega se super zavedamo in tudi delamo na tem, res kar se da, tudi na prepoznavnosti, tudi na, konec koncev, pomagamo nekaterim, ki si zdaj pač v tem momentu ne morejo sami pomagati in tako naprej. In te dogodki so v bistvu poslovanja našega nakupovalnega centra.
Poleg seveda odličnega branžnega miksa, ki je neki pogoj, je drugi pogoj dejansko, da se vi pri nas dobro počutite. Pa naj bo to urejeno parkirišče, naj bo to, ne vem, prehrana, naj bo to dogodki, naj bo koncert, naj bo karkoli. Tudi predstava za otroke, konec koncev so zelo pomembne. Cele družine prihajajo v BTC, si vzame tisti 2 uri časa in grejo potem nekaj malo uživati in si potem sedejo, spijejo kavico in grejo domov. Vse to je neki, bi rekel, dodatek, ki je ogromno vreden, ki pomeni nam vse, v bistvu. Izpostavili ste tudi, bomo rekla, gostinsko ponudbo. Na tem področju so ravno tako bile nekatere spremembe. Šparova restauracija je, bomo rekla, tako zaprla svoja vrata. Se na tem področju načrtuje morda kakšen nov ponudnik? Ja, mi smo že imeli pred časom idejo od uvedbe street fooda v Murski Soboti, ki je potem z zgodbo Kratochvíľa, ki smo jo morali najprej rešiti, potem malo smo dali na stran, vendar nikakor ni zamrla. Kratochvíľ smo potem kupili lani in ga že prenavljamo, tudi prihajajo novi najemniki letos jeseni, ki bojo v Kratochvíľu, vendar ne bo gostinska ponudba. In smo se odločili, da bomo pristopili nazaj k projektu tega street fooda. Ideja, želja je postavitev 4 hišk, ki bi bile pa, kako bi rekel, pokrite z nekim prostorom, ki se lahko sedeš, vzameš hrano in te najemniki street fooda bi se mogoče tudi čez določeno obdobje menjavali, pa tudi ne, ali pa, ne vem, bomo videli, to temo še moramo malo razdelati. Vsekakor bomo pa nekaj naredili na gostinski ponudbi, poleg McDonald'sa, ki je eden boljših v Sloveniji, ki dela res dobro, moramo imeti tudi nekaj koncev lokalnega, prihajamo iz gurmanskega okolja, ki vsi radi dobro jemo, dosti jemo, predvsem dosti jemo in bomo seveda sigurno na tem nekaj naredili. Sicer morda imate v načrtu kakšno takšno oziroma želje, bomo rekla tako, še kakšno posebno ponudbo privabiti v okviru vašega BTC-ja. Tudi sami verjetno obiskujete številne trgovske centre v okviru BTC-ja, pa morda tudi, bomo rekla, konkurenčne, tako doma kot v tujini. Je morda kateri od teh morda kakšen navdih, izziv, da bi morda kaj takšnega vzpostavili tukaj pri nas v Pomurju? Vsekakor. Tu ne morem in ne smem reči, konec koncev, če ne poznaš konkurence, ne moreš biti vsaj tako dobre kot je konkurent, oziroma stremeti temu, da bi bil boljši. In res ogromno potujem, ogromno sem na poti, v shopping centre, vsak grem pogledat, kamkoli pridem. In seveda ideje, želje. Moramo pa razumeti, da je vse to odvisno od tržišča, ki je si, konec koncev slovensko tržišče se razlikuje od hrvaškega in spet od italijanskega ali pa od nemškega. In temu seveda prilagajamo te branžne mikse, ki smo, pa ne govorim samo tukaj o trgovinah, govorimo o dogodkih, govorimo o idejah, konec koncev ta neki hibridni shopping, hibridni koncept nakupovanja se bo zgodil tudi pri nas, se pravi, showroomi bojo ratali vedno pogostejši. Spletno nakupovanje s kavča bi radi prenesli v nakupovalne centre. Naša ideja ni podrejati nakupovalne centre zdaj v roku 10 let in reči, ok, tega zdaj pa ni, bomo vsi kupovali doma. Jaz mislim, da je to zelo zgrešeno. Pa ne samo zaradi tega, ker sem pač direktor 2 nakupovalnih centrov, ampak ljudje smo socialna bitja, radi se družimo. Kot sem prej govorila o tem, najlepše je, ne vem, v soboto zjutraj iti z družino v nakupovalne centre, konec konca, ali pa potem tudi v centre mesta. Govorimo o tem, da ljudje moramo biti socialni, ljudje moramo nekam iti, ljudje ne smejo sedeti doma in kupovati s kavča. Jaz mislim, da je to zgrešeno. Pustimo to, da je to že zdaj del vsakdanja in da je to prihodnost oziroma da to mora biti, ampak govorimo o tem, da se shopping centre ne smejo zapreti. Ne smejo se zapirati mestna jedra. Ljudje se moramo družiti, ker enostavno to je naš pogoj, to nam je dala narava in to moramo spoštovati. Jaz mislim, da je premalo tega nekega, kako bi rekel, socializacije. Dejstvo je, da nas je korona malo tudi razdvojila, takrat, ko smo vsi v maskah hodili, pa nismo smeli, pa ne. Takrat je bil tudi razcvet tega spletnega nakupovanja in tako naprej. Še enkrat, nič narobe s tem, Bog ne daje, tudi mi se prilagajamo temu, tudi mi to ponujamo, ampak govorimo o tisti socialni noti, ki mora ostati. Mi bi radi shopping centre spremenili do te mere oziroma prilagodili do te mere, da bojo ljudje še vedno hodili k nam. Naj se ljudje hodijo družiti, naj kupujejo na način, ki je njim preferiran, na način, ki bi ga radi oni imeli kot del nakupovalne izkušnje. Vendar vseeno mislim, da ta socialna nota mora biti in jo moramo
povdarjati oziroma dati malo več na njo. Sami ste izpostavili tudi čas koronavirusa. Se vam zdi, da smo se sedaj po nekaj letih zatem vrnili v tiste stare tirnice, ko zopet bolj masovno ljudje gredo v nakupovalne centre? Takrat, vsaj v začetku, bova rekla, je tako bil obisk verjetno bolj minimalen. Seveda, obisk je bil minimalen, obisk je bil tudi omejen, konec koncev, vsak ni smel kamorkoli je hotel. Moje mnenje je tukaj tako, da se mi več ne moremo vrniti v tisto obdobje pred koronsko, pa mogoče tudi tako prav po eni strani. Pustiva zdaj to, da ljudje hodijo nazaj v trgovine, ljudje masovneje obiskujejo nakupovalne centre oziroma tudi konec koncev dogodke ljudje masovneje obiskujejo. Vendar navade ljudi, glih to, kar sem prej omenil, kako bi rekel, način socializacije se je spremenil po moje. Ljudje drugače razmišljajo, vse je malo drugače, sploh jaz jim govorim, ta covidna mladina, ki so to travmo dejansko doživljali v času, ko bi najbolj morali iti ven, ko smo mi najbolj ven hodili, so bili oni dejansko doma, vsiljevali smo jim neko tehnologijo, ki drugače niso morali niti funkcionirati, šolanje je dejansko vsiljala način razmišljanja šolanja. Jaz mislim, da bomo tu težko mi karkoli spremenili. Zdaj, naša generacija, iskreno vem, tudi mi smo se spremenili, ni več, jaz ne bom rekel, da nas slabše, ampak pač dejansko je stanje drugačno, kot je bilo pred korono. Ali je to prav ali ne, jaz mislim, da bo to čas pokazal, nekaj narobe, nekaj pa sigurno spet boljšega. Jaz vedno pravim, vsako slabo je za nekaj dobro in tako je bilo tudi v tem. Letošnje leto, bova rekla, tako nekako zaznamujejo razne podražitve na vseh področjih, tudi seveda po trgovinah. Opažate morda v teh prvih 3-4 mesecih tega leta na račun tega kakšen opad obiskovalcev sami? Ne, mi dejansko moram reči, da beležimo seveda stanje obiskovalcev oziroma tudi dnevni obisk naših obiskovalcev in moram reči, da mi beležimo še vedno neko stalne obiske oziroma celo kakšen procent, 2 nika gor dol. Je pa sigurno res, da ljudje o tem govorijo. To je pa pač eno dejstvo. Govorili so res mogoče še pred časom malo bolj o tem, zdaj res malo manj, tudi konec koncev mediji so začeli objavljati, da se košarica več ne vodi, da se inflacija upada in bankirji obresti znižujejo. Situacija je sigurno mirnejša in boljša kot pred pol leta, ampak ta občutek draginje bo še dolgo z nami. In jaz razumem ljudi, ki pridejo v shopping centre in se o tem pogovarjajo, zdaj tudi z veseljem vsakim pogovorim, tudi naprimer konec koncev naš največji trgovec Interspar je občutil nekaj seveda na to temo, ampak kaj drastičnega konec koncev ne. Vse je to po eni strani, eni pravijo, da je to bila spet neka medijska fama, drugi pravijo, da je bil neki naroden moment, po eni strani pa vemo, da je dejansko bilo vse draže. Tega se pač moramo zavedati in smo se prilagodili, jaz samo upam, da bo tudi vse s tem z draginjo šlo gor, ali pa upam, da ne več nazaj dol. Pa preden se posloviva, morda samo še vprašanje. Letos ob 70-letnici morda načrtujete kakšen poseben dogodek tudi tukaj, regionalno v Murski Soboti, pa sicer, če imate za letošnje leto morda zastavljen še kakšen prav poseben cilj ali kakšno aktivnost. No, mi smo v Murski Soboti lani slavili 25, smo tudi en poseben dogodek pripravili, smo povabili tudi naše poslovne partnerje. No, letos je bil v Ljubljanski operi že dogodek za poslovne partnerje ob 70-letnici. Nekaj naših iz Murske Sobote, pa z Novega mesta tudi prišlo. Drugače pa mi kot zaposleni oziroma kot družba bomo imeli en veliki piknik septembra za 70-letnice, tega se seveda vsi zelo veselimo. No, v Murski Soboti pa glede na 70 razen kakih objav, kakih banerjev, kakih zastav, ki na to opozarjajo, na ta naš ponos, ne načrtujemo, konec koncev se držimo svojega plana z našimi najemniki. Kot sem že prej, ko pripravljamo festival nakupov in zabave za spomladanskega, potem bo maraton kolesarski, prek poletja bomo sigurno tudi kaj ušpičili, jaz temu pravim, in seveda potem jesenski del, kje bomo spet nove najemnike pridobili, kje bojo že spet neke spremembe in tako naprej, tako da pri nas se vedno kaj dogaja. Mitja Horvat, direktor BTC City Murska Sobota in Novo mesto. Jaz se vam na tem mestu zahvaljujem za vaš obisk in vse povedano in seveda želim tudi uspešno delo v prihodnje. Najlepša hvala.
Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat iz našega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete v naši družbi.